Lej, jebi ga, stari. To so tisti trenutki, ki jih ni nihče planiral. Posnetki, ki si jih videl, so nastali včeraj, v četrtek 12. marca. Zjutraj sem vstal ob 6:30, sem do konca spakiral in sem se podal na službeno pot. Potem sem se pa 30 km pred letališčem v Zagrebu ustavil, zapustil avtocesto, pa se obrnil in šel nazaj domov. Razlogi so valjda jasni, tehtni, pa vse več jih bo. Ta vlog oziroma ta video posvečam predvsem ozaveščanju tistih, pa verjamem, da v bistvu zdaj preko vseh kanalov dobivate podobne informacije, ampak v tem primeru od viška ne boli glava. A veš, tudi meni se je bilo težko obrniti pa iti nazaj domov. Predstavitev, na katero sem se pelil, pravzaprav je šlo za ene vrste doživetje, katera znamka ga je organizirala, se ni pomemben. Ampak event je bil nastavljen tako, da z zagotovostjo trdim, da se kaj takega znotraj teh avtomobilskih predstavitev zgodi mogoče enkrat na leto ali pa enkrat na 2 leti. Pa sem si res zelo želel iti v Rusijo, daleč stran, tja nad Mongolijo. A veš, kje je Bajkalsko jezero? Norišnica, po ledu bi se vozil. 2 aviona, pa še 1:45 s helikopterjem, da bi prišel do tja. Divjina, lepota. Bajkalsko jezero je celo, če se ne motim, najglobje sladkovodno telo, 1,6 km. Scenery, okolica, nora. Vsebina bi bila čudovita na Instagramu in tukaj. Ampak kaj? Na koncu rečeš, čakaj malo. Kaj je zdaj bolj pomemben? A veš, kaj hočem reči? Sporočilo tega, kar pa hočem povedati, je pa, dej, če se le da. Pa vem, da ne more to vsakmu trenutku narediti, le tudi jaz sem moral v štacuno, naprimer, ampak dej, če se le da, ostan doma. Eni pravijo temu socialno distanciranje, jaz pravim pa, lej, že dolg časa nisem s police potegnil Monopolija, pa še kakšnega drugega špila, ne. Tudi človek ne jezi, se bomo zalaufali. Konec koncev, jaz grem staviti, da obstaja kakšna serija ali pa 2, ki se jih spravljaš gledati že 100 let, pa nikoli nisi prišel od tega, da bi rekel, evo, stiskam play, pa si bom to pogledal. Jaz imam par takih, že par let bi rad dokončal Breaking Bad, rad bi začel gledati The Wire. Recimo, no? Lej, jebi ga, stari. To so tisti trenutki, ki jih ni nihče planiral. Pa zanj sem enega poslušal na podcastu na Rognu, ki je rekel, vsi se pripravljamo na nevihto, morali bi se pa na zimo. Ne bi bil rad preveč črnogled, ampak dejstvo je, da lahko vsi naredimo zelo veliko, da se prepreči nadaljne širjenje koronavirusa. Če se le da, pa vem, poudarjam, nima vsak teh možnosti, ampak če se le da, ko lahko, ostan doma. Malo bomo šli zdaj na razen in če bomo vse tako prav naredili, kam moramo, bomo pa kmalu spet nazaj skupaj prišli. In to je to, kar sem mu zapovedati. Po pamet. A ja, pa še ena stvar, kaj to pomeni za Komotar minuto? Le v teh dneh sem mogoče pa kar malo vesel, da imam veliko enih vsebin na lagerju oziroma vlogov, ki še niso zmontirani. Povezani z avtomobili, s predstavitvami, z dogodki, pa tako naprej. In če ti dam jaz že z mojo vsebino vsaj malo uržaha, da ostaneš doma pa pogledaš, zakaj pa ne? Tako da Komotar minute prihajajo, kar nekaj jih imam na lagerju. Drugač pa nič hudega, če vžgeš kakšen Komotar minuta maraton, ne? Vlogo je skoraj 800. Stari, zanj sem tako na random šel tipkat, ne vem, vlog 421. Kakšna stvari že kar malo pozabiš. No, to je to. Dajmo paziti nase, pa ne pozabi. Ostan doma. A prav, če se le da. Ajde, se vidimo.